kako bi danes temu rekli, zunaj se nakazuje malo snega, malo zimsko je že vzdušje, primerno zadnjemu novembrskemu dnevu, začetku veselega decembra. In v nekem veselem vzdušju sem tudi jaz, zato ker imam svojega kolega z inštituta ob sebi kot sogovornika, verjetno sicer med nami Andreja Božiča vsi zelo dobro poznamo in kakšnih, bom rekla, podrobnosti ne bomo, bi pa seveda poudarili, da Andrej Božič, ki je že večkrat bil sogovornik, ne, tudi prav na ob izdaji njegove knjige, pa tudi že včeraj sta imela z Žarkom Pajičem tudi predstavitve dveh revij. Andrej je urednik revije Fenomena, je seveda doktor znanosti z področja literarnih ved, kolega in znanstveni raziskovalec na Inštitutu Nove revije. Vemo pa, da se Andrej že več kot desetletje, mislim, da bo zdaj že malo več še kot 10 let ukvarja in posebno poudarja svoj fokus raziskovanja na interpretaciji pesništva Paula Celana, v filozofskem pa tudi literarno-zgodovinskem pomenu, je pa tudi sam odličen prevajalec. Iz nemščine pa tudi z kakšnega drugega še jezika. Tako da hvala Andreju, ker je pripravljen biti tukaj v nekem sogovorništvu, ne ravno, bomo rekli temu, enostavnega pesništva Paula Celana. Andrejeva knjiga, najnovejša Pisava življenja, ne, je izšla, mislim, da letos, ampak v začetku leta, ne? Ja, če se prav spomnim, v začetku letošnjega leta je pravzaprav prva taka samostojna knjižna obravnava v slovenščini dela enega najpomembnejših pesnikov 20. stoletja, Paula Celana. Na slovenskem seveda vemo, da se je s prevodom in tudi celotnim opusom ukvarjal tudi kolega s filozofske tvoje, tudi pisec recenzije, profesor dr. Vid Snoj, ki je tvorno in doprinesel v slovenski literarni prostor pomen in seveda tudi prevode o pesništvu Paula Celana, pa tudi seveda Niko Grafenauer kot prevajalec. Si pa ti, bi rekla, se lotil nekako interpretacije pesništva na malo drugačen način, na bolj subtilen način, na tisto razumevanje mogoče neke pesniške govorice, ki ni vsakdanja, ki vendar ne poseže v neko dimenzijo, ki ni samo prevajalska ali pa daje poseben poudarek pesmim znotraj literarne vede, ampak odpira na nek način drugačen svet, neko drugačno specifiko, specifičen kontekst glede same poezije, pa tudi razumevanja vloge, ki jo ima nekako literatura ali pa jo je imela nekje do polovice 20. stoletja in potem literatura, ki se je nekako zadnjih 30 let prevajala, nekako tudi, bom rekli temu, tvorila, spravi neka specifika je v tem, ne. Tudi čas ali pa neka družbena konstelacija se je spremenila v preseku, ne, z 20. v 21. stoletja. Zdaj mogoče bi na to navezala, včeraj sta imela tudi profesor dr. Žarko Pajič in profesor dr. Dejan Komelino zelo zanimivo diskusijo, debato, filozofski razgovor na temo tehnosfere in sta prišla do tudi vprašanja jezika znotraj današnje družbe, znotraj kako je mogoče znotraj tehnosfere pravzaprav govoriti o samem jeziku in kateri je sploh še ta jezik, ki ga na nek način lahko govorimo, ali je možno nekako drugačno razumevanje jezika danes, brez da smo v neki že družbeni prepričanosti, v neki nekem družbenem angažmaju, v neki družbeni, lahko bi rekli temu celo nastrojenosti, da se opredeljujemo določenih stališč za ali proti, ne, in tudi vendar ne obstaja jezik, ali pa če obstaja jezik, ki pokaže, da še obstaja človek, ki ni del neke opredelitve znotraj teh
družbenih prepričanj. Zdaj, kot veš, danes tudi prostor humanistike, mislim, pa tudi znotraj literature, v tej masovni produkciji, ki se tvori pravzaprav v neki proizvodnji, je vedno bolj se zdi v funkciji nečesa. Se pravi, da mora biti obvezno neka funkcija za nekaj. Se pozablja nekako, ne, da pravzaprav se tukaj pesnika, pa tudi tistega, ki se potem odloči za določene prevode subtilnih pesnikov, bomo rekli temu, ga potisne, ne, v nek drugačen, ga vpne v nek drugačen kontekst in doseže morda ravno nek kontraefekt. Tudi ta družbena produkcija, družbeno angažirana literatura, ne, ima tudi danes popolnoma drugačen pomen, kot ga je imela mogoče 50-60 let od tega, ko so bile neke drugačne konstelacije. In v tem družbeno-kritičnem angažmaju včasih se, tako se zdi, ne, da tudi je jezik tisti v neki postavljen v neko drugačno konstelacijo, v neko čudno pozicijo. Po eni strani morda razmišljam, če pesnik ne želi svoje stališče konkretizirati, recimo v skladu z nekim družbenim prepričanjem, po eni strani ga ravno to izbriše, ne, kot posameznika, kot pesnika, ker se zdi, da je, ne, da se v tem skupnem prepričanju ali pa s tem poziciji pravzaprav razblini, da se izbriše. Tu se seveda odpira eno vprašanje, ne, če obstaja sploh kakšen jezik, ki človeka ne izbriše, ne, v tej potrebi po današnji družbi, ko se zdi, ne, da že imamo eno prepričanje ali pa pride do neke obravnave, ko se literaturo na nek način postavlja v eno ekskluzivno pozicijo, da pride do obravnave te literature, brez da jo vključiš v nek družbeni aparat, v nek stroj. Se pravi, po eni strani recimo pesnik, ne, gre za problem, ne, kako obravnavamo to literaturo, da nima sama po sebi potem več samega pomena, ampak se jo vpenja vedno v neko pa prepričanje, ki morda odpira vprašanja, do tistih vprašanj pridemo, ali je literatura pravzaprav še potrebna. Ne. Pesništvo ima sploh nek tak poseben pomen tukaj. Potem se napiše še knjiga, ne, recimo o tem, zakaj brati literaturo. Skratka, vedno potrebujemo potem neko argumentacijo, zakaj je to potrebno. Ne. Ta moment je v današnji družbi se zdi samoumeven, pa vendarle ni. Zdaj pri Polu Selanu je pesniška beseda, bi lahko rekli, malo drugačna. On je brez, bomo rekli, tega odnosa, pa ne v slabem pomenu, ampak ni v tej družbeni priznanosti. Se pravi, ima njegova beseda na nek način sama po sebi eno moč, en pomen. Ne. Danes tako zadevo težko najdemo. Kako bi torej nekako rekli, da je možno o literaturi danes sploh govoriti, oziroma kako se sploh dialog v takem primeru konkretno z literaturo sploh vzpostavlja? Ja, najprej se ti res najlepše zahvaljujem za res prijazno predstavitev in tudi za to, da sem lahko tukaj. Morda to še omenil, ne, ta pogovor, zlasti z vidika pač vprašanja pesništva ali pa celo izrazito pesnika v današnjem času, bi verjetno šel malo drugače, če bi z nami bil še Brane Senegačnik, čigar knjiga je tudi prišla pri Inštitutu Nove revije. Morda sem to omenil, nažalost je pač zbolel za COVID-om, tako da ga pač nažalost ni z nami. Ta pogovor bi, kot pravim, on bi kot pesnik znal nekako drugače to verjetno. Jaz tukaj kot nekdo, ki se, rekla bi se, literarno vedno ukvarja z, ali pa filozofsko ukvarja s pesništvom, seveda pač drugače, nekako bi drugačen pogled. Ampak ja, tudi meni sem pač po včerajšnjem pogovoru, mislim, ki mi je dal misliti in mislim, da mi bo še dal nekaj časa misliti, ravno zato, ker nekako
če vzamemo to, kar naj bi, kolikor poznam iz branja, ne vem, Pajićevih knjig in tega, ta tehnosfera je tisto, kar nas danes, ja, mogoče sem to. Poskušal bom, tako kot si ti začela s tem, kar je danes, pa potem nekako poskušal priti do Pavla Celana, čeprav se, ne vem, vprašanje, lahko se pri tem gibanju izmakne tudi tista današnja kot Pavel Celan. Pavel Celan se nam skoraj da z vsakim poskusom razumevanja tudi izmakne. Ja, če vzamem recimo to, da tako je bilo včeraj mogoče razumeti, da nekako ta tehnosfera, skratka sfera tehnike ali pa, kot je rekel profesor Komej, cona, zajema in zasega v bistvu in na ta način preči, če ne celo zaprečuje in preprečuje danes domala vse, da na nek način ne ostaja več veliko prostora za tisto, kar bi bilo, kar naj bi bilo pristno človeško, tudi v tem smislu, da je v to zasežena tudi samo dogajanje govorice, kolikor govorica kolikor je govorica zajeta v to dogajanje, recimo uniformno dogajanje, informatiziranja in informacije. Se pravi, zdaj nekako jaz pač, kako bi rekel, poskušam gojiti to upanje, da je govorica pesništva tudi takrat mogoče, kadar se sama pojavlja v svojstvu te informacije, še vedno nekako sposobna tudi danes, kljub vsemu in vendarle se izmakniti temu, na ta način, da nam, kako bi rekel, razpre da nam svojo zarezo razpre pogled v tisto, kar se nam daje kot svet, kar se nam na naših zaslonih, ki nam bolj, čeprav nam na videz dajejo svet, nam ga bolj zaslanjajo. Ampak nekako, da pač ta govorica vseeno lahko še zmore se spodmakniti, pa se spodmakniti moč, to vseobvladujočo moč informacije. Pač to je tisto, recimo temu, kot Pavel Celan v svojem znamenitem govoru Meridian, tisto staro upanje, ki ga nekako še nosi pesništvo, ki naj bi v bistvu pesništvo. Skratka, da je ta možnost, ali tudi če se, zdaj ne vem, se mogoče samo per negacionem kaže, ali vendarle v neki, preprošeno bi se reklo, pozitivnem smislu, kaže kot neka premožnost tistega človeškega, da vseeno se ne pusti zajeti v to oblastovanje, skratka to, da nas to tehnično, ali kako bi rekel, da se nas polastnjuje in si nas lastnini. Tako da, seveda tukaj zdaj pozicija poezije danes, ali pa takrat v času Pavla Celana, mislim, to je, pač v bistvu je zelo zanimivo vprašanje in težko, ker če pomislimo, kako v bistvu prazno se danes to dogajanje, če ga vzamemo z vidika nekaj družbenega, kako prazno se dogaja v bistvu to literarni pogon danes, ali pa kako se je še v tistem času po vojni, ko je pač to dejansko, če imamo, ne vem, pač skupino 47, pa vse te, to je v bistvu bilo neko dogajanje, ki je samo na sebi imelo nek drugačen, drugačna obtežnost, ne? Sigurno. Zdaj, kar se tiče, in tudi sploh pač ti avtorji, Celan je nekaj časa bil blizu, potem pa so se nekako razšli.
Ti avtorji so jih ponovadi, mislim, kako bi rekel, zdi se nekako, na prvi pogled se zdi, da se Celanova poezija umika iz tega vsekakor neposrednega družbenega angažiranja. Tudi navsezadnje tudi čist z vidika tega, da je pač živel v Parizu, da ni bil pač, skratka, bil je odmaknjen od neposrednega tega literarnega dogajanja na nemškem govornem področju, čeprav je nenehno potoval tja v Branja. No, v tem kontekstu, da je skozi to pesništvo, bi bilo zanimivo, če lahko tudi malo predstaviš, kako je šlo skozi to njegovo pesništvo, ko je skoncentriral nekako svojo življenjsko zgodbo, pa vendarle ni bila to ravno neka izpovedna nota. Se pravi, ne gre za način izpovedi kot pesništva, ampak gre za nekaj drugega, nek drug moment. Mogoče bi povedal na tej točki, kako, oziroma bi bilo za vse nas zanimivo slišati, kakšen je ta paralelizem nekako Celanove te življenjske zgodbe. Ja, torej seveda, Pavel Celan je eden izmed najbolj interpretiranih pesnikov. Pač narava njegove poezije sama je take vrste, da v bistvu s temi številnimi nanašanji na različne tradicije, kako bi rekel, z prisvajanjem ali pa prisvajanjem drugih idiomov, drugih govoric v jedro njegovega pesniškega rekanja. Je pač v bistvu neverjetno, sploh kakšen razmah je pač ta tako imenovana sekundarna literatura dobila, kakšen zagon je dobila ob Pavlu Celanu. Morda, če se pa vrnem, tukaj se meni pa vedno zastavi eno drugo vprašanje, ravno z vidika tudi vprašanje življenja. Pač Celan kot tisti, ki nekako po srečnem naključju uide v sodi svojih staršev, ki so pač umrli v holokaustu, in mu uspe pač pobegniti iz rodne pukovine, iz Romunije pač prek Dunaja v Pariz, kjer je potem pač do konca svojega življenja živel. No, to se mi zdi, pač, če vzamemo to življenjsko usodo in potem to v bistvu kopičenje, tako rekoč, te sekundarne literature o pesništvu Pavla Celana, čemu sem tudi svojo skledico, pač, to je v bistvu, se mi tukaj vedno znova pokaže neko tako temeljno neskladje med tem, ker da v bistvu gre tistim, ki pišejo o pesniku, bolje, kot je šlo pesniku samemu. To se mi zdi tako nekaj, kar je v bistvu, zdaj mogoče pa se smo med samimi, bom rekel, celo malo perverzno, da v bistvu, mislim, in da neko razmišljanje o nekem pesništvu, da si tega, kako bi rekel, te svoje lastne suplementarnosti, bo rekel Derrida, tega svojega lastnega, da si tega ne premišlja, da je v bistvu to, kar poskuša samo nekako pojecljati zraven ob tem, ker je pač že pesnik, ki je v tem, ko pač nekako, že njegovo pesnjenje včasih deluje kot neko jecljanje. Ampak, ti poskušaš nekaj povedati, ampak tako bom rekel, imaš pa, ne vem, neko relativno zagotovljeno eksistenco, ki neposredno ni nekako bila ogrožena, saj nikakor ne na ta način, kot je bila njegova še, v tistem prehodu iz tako da, zato sem poskušal to recimo, kar sem jaz že s tem podnaslovom o pesništvu, sem poskušal to neko, recimo, distinkcijo med tem o pesništvu in o pesništvu. Skratka,
da ni nekaj o pesništvu, kjer bi nekako kazalo na to, da se postaviš ti na neko pozicijo na tem, pač poskušaš nekaj, zdaj, kolikor uborno pač to pride ven, ampak poskušaš nekaj povedati, nekaj, kar govori seveda pač bolj kot o Pavlu Celanu govori verjetno bolj o našem času. Zdaj, ko mi je to uspelo, to je druga stvar. Pač kaj, ne. Ampak hotel sem v bistvu se povrniti k temu, kar si imenovala ta paralelizem, recimo, pesništva in življenja. In recimo, to, kar sem jaz sem pač vzel za naslov knjige Pisava življenja, sem vzel pač iz enega zapisa, osnutka, iz teh številnih osnutkov, ko si je Celan pripravljal govor Meridian o podelitvi nagrade Georga Büchnerja. On je veliko število nekih osnutkov si naredil in pač v enem osnutku govori o Lebensschrift in govori ravno o tem, da tu ne gre, in to je bistveno se mi zdi, da tu ne gre za neke biografske podatke, ki jih pač kot sem prej omenil, sekundarna literatura na veliko pač analizira, ampak prej za tisto, kako se to življenje samo vpisuje v pesem, kako spregovarja skoznjo in v bistvu na ta način postaja tisto, se samo opisuje, ali pa boljš, jaz večkrat rečem raje prezapisuje, ali pa preopisuje, ker samo v tisto, v govorico pesništva, na pač seveda nek prelomljen, fragmentiran način, kot je to Celan. Ampak hkrati na ta način razpira pač tisto, kar Celan imenuje pač celo malce heideggerijansko, Daseinsentwurf, sprav, zasnutek prebivanja, zasnutek, če bi heideggerijansko prevedli, zasnutek tu biti. In v tem smislu pač Celan govori, recimo, da so pesmi, da so neki, ena izjava je taka, meine Gedichte sind meine Vita, sprav, moje pesmi so moje življenje, ampak je tu v bistvu, tega ne smemo zdaj pač razumeti v tem smislu, da zdaj bomo pa s ključem biografskih podatkov pač to, ker nekako razklenili in bomo dobili nek neposreden vstop, kjer se nam bo vse razjasnilo. Ne, ker gre ravno za to, da v bistvu poskušaš, to sem poskušal tudi s tem podnaslovom, da poskušaš recimo temu, to, kar se razpira, kakor se tebi, ki poskušaš nekaj o tem povedati, razpira, pač poskušaš nositi na nek način. Skratka, v bistvu, da ta Pisava življenja se nekako tisti odgovor, ki na nek način, kako bi rekel, ne odgovor. Ne odgovor, kako bi rekel. Odziv. Ja, odziv, ali pa v bistvu kot ta nagovor, recimo, v bistvu na nek način, koga, ampak s čim odgovoriš? Niti ne s tem, kar je tukaj napisano, ali pa s tem, ampak pač s tistim, kar edino imaš, to je svojim življenjem. Zdaj, malo si o tem že govoril, o tej pisavi življenja. Zdaj, bi to mogoče rekli, da je to bil pravzaprav na nek način tudi edini možen izraz njegove te zgodbe, če ni bila v tej smeri, ki si jo zdaj predstavil, v tej obliki, se pravi, da kot Celanu, kot pesniku po Auschwitzu, gre za ta izraz celotne njegove situacije, njegove lahko samo skozi poezijo, ali bi bila mogoče možna tudi kakšna druga forma. Poznamo večinoma, da je pri avtorjih, ki so bolj ali manj poznani, Edith Eger, Levija in tako dalje, vedno neke drugačne forme, bolj literarni eseji, bolj literarni zapiski, neko take zadeve. A je možno mogoče tukaj pri njegovem pesništvu
A je bilo pri njemu edino možno kot tako in zakaj? Ali gre za neko, ker tukaj opažamo, da gre za neko pesništvo, vendarle, ki pa ima neko bariero, neko mejo, neka destrukcija izraza se zgodi. Se pravi, da svojo zgodbo bi lahko našli tudi v tej barieri, v tej meji. Je to mogoče ta način odgovarjanja, korespondiranja, mogoče prihaja do teh prekinitev izraza, ne nazadnje, pesništvo kot neka pogovor, kot neka korespondenca samim sabo in potem pridemo do tega razloma, do tega razpiranja, ki vendarle potem ne gre dalje. Ki ga ne moramo nekako primerjati, kot sva rekla, z nekimi drugimi. Mislim, ni tipičen, ne spada v to tipično literaturo, ki bi opisovala tudi druge literate, ki so vendarle preživeli bodisi geto, bodisi koncentracijska taborišča in tako dalje. Preživeli so ga oni na način pričevanja. Zdaj tukaj priseljeno, seveda ne gre za to, da ne bi imel tega namena, ampak ni pa to prioritetni namen. Gre vendarle za pri njemu, ne gre za nek prenos izkustva. Ali pač. Ja, to je kako bi recimo, glede na to, kar sva se prej pogovarjala, ta vidik opazil? Ja, to seveda je zelo, v bistvu kar precej zapleteno vprašanje. Zagotovo pač, ne vem, zakaj se je Celanu prireka pesniška beseda, to seveda pač sem na eni strani, mislim, tu je zdaj seveda, kako bi rekel, postavljati neke neke stopnje, ali kako bi rekel, tisti, kot, ne vem, kot so Primo Levi ali pa Jean Marie ali pa vsi ti, ki so pač potem pisali, ki so oni so dejansko imeli neko neposredno izkušnjo tega. Pač, v tem smislu Celanova izkušnja ni bila tako neposredno huda, ker pač bil je sicer v delovnem taborišču, seveda, se pravim, to je zdaj tako, ni kot zunanje, ne gledamo, pač, seveda, pač, mislim, kdo smo mi, da sodimo, kaj je hujše, ampak res tukaj, ne, jaz bi v bistvu mogoče preveč kompliciran, mogoče pač njegov način pričevanja je pač pričevanje pesmi in zdaj, zakaj je to tako, zakaj je tako zgoščen izraz, zakaj se to, zakaj, pač on je načeloma imel tudi zamisli, da bi pisal prozo, napisal en kratek prozni tekst, po tem zgrešenem, kot je on rekel, zgrešenem oziroma posrečenju, ki ga ni bilo zadorno, seveda ravno s tem mislecem, ki je pač ta znameniti diktum o poeziji po Auschwitzu. Čeprav v bistvu tam je lirika, da je pač pisati liriko barbarsko, ki je pač pol ravno tudi zaradi pesništva Pavla Celana ta svoj diktum nekoliko drugače premislil. Čeprav pa nikoli naj bi nameraval nekaj napisati o Pavlu Celanu, ker sta si tudi dopisovala, ampak ni pa nikoli dejansko res kaj bolj obširnejšega napisal. Tako da ja, to... Se pravi, ti prekinitve, bi rekli, ta način, ti lomi, prekinitve izraza, se ti zdi potem, da tukaj se ne išče več neko izrazno funkcijo življenjske zgodbe, ampak se kaže v tem prelomu neka druga dimenzija, mogoče gre iz te v religiozno. V bistvu najbolj bi bil primer, ravno zato, ker se spomnim, ko si mi je poslala, to mi je pač takoj padla tista pesem na pamet, ki je pač, in se mi zdi, da ravno vse to zelo dobro, ker na eni strani je pa Celan
ves čas vztraja, da v njegovi poeziji ni niti ene besede, ki ne bi bila živeta ali pa preživeta, izkušena. Ne. Skratka, in dejansko pač tudi zato ta množstvo sekundarne literature, zato ker se da zelo, kar je pač pol veselje za literarne zgodovinarje, ne, da pač lahko brškaš po sodobnih časopisih in najdeš izsečke člankov, najdeš članke, iz katerih je celo neposredno, ne vem, prevzel določene besede, določene sintagme in jih pač v pesmi ali utkal v tkanino svoje pesmi. Seveda pač to je vse, mislim, v bistvu je neverjetno zanimivo to, ne? Ker zelo redko naletiš, mislim, ali pa, da se da s tako relativno gotovostjo to izkazati, na to zelo redko naletiš. Seveda to ni in recimo ena izmed največjih poznavalk, ki je Pavla Celana, Barbara Wiedemann, ki se je dejansko lotila teh v bistvu razjasnjevanja in napisala zelo veliko komentarjev o Celanovih pesmih. Tudi to v bistvu ni, to še ni interpretacija, ne? To je zdaj pač nekaj, kar ti mogoče lahko ti da neko, kako bi se reklo, berglo, ne? Zdaj pač lahko to poskušaš inkorporirati v svojo interpretacijo, lahko pa, mislim, pesem še vedno govori, ne? In en tak fin primer je ravno pesem, ki si ravno že pač prišla do religioznega izkustva, ne. Zdaj sicer jaz pač tukaj bi, in mislim, da tudi Celan sam bil do tega neposrednega, recimo temu, da bi sam sebe imel za neke vrste duhovnega pesnika ali pa religioznega pesnika, to se mi zdi, da nikakor ne, ne. Tudi tisto, kar pač reče, da je prej, on se sicer potem, ko po drugi svetovni vojni on je bil pač res velik bralec, on je res neverjetno veliko bral. In to je seveda pač tudi vplivalo na njegovo pesnjenje, ampak on je potem se tudi zelo intenzivno pač posvetil določenim judovskim mislecem, kot so Martin Buber, Gershom Scholem, tudi Rosenzweig in pač Margarete Sussman. In skratka, se s tem, mislim, ampak ni pa to bilo nikakor ni bilo to neke vrste konfesionalnega pesništva, tukaj ne bomo nikoli pač imeli neke tovrstne. In v tem smislu se mi zdi pač, da bom na hitro najdel zdaj, lahko bi si pripravil. To moram zato, ker se mi zdi zelo natančno tukaj. Namreč pesem, s katero se zelo lepo da ponazoriti skoraj da vse, kar so doslej govorili. No. Naslov je Zürich zum Stochen. Spravi, Zürich zum Stochen je pač nek hotel oziroma gostilna pri Štorkli. Tam sta se namreč ušla mi je letnica točno, ampak verjetno tam nekje v začetku 60-ih let prvič srečala, prej sta si že dopisovala sicer, ampak Pavel Celan in pač njegova in pač tudi ena judovska pesnica Nelly Sachs in tudi ta pesem je pol njej posvečena. In v bistvu nagovori točno, hkrati na nek način izgovarja razliko nagovarja razliko med njegovim lastnim pesnjem in njenim pesnjenjem. In recimo v pesmi našteva, o čem sta v bistvu zelo, včasih se začne zelo, kako bi rekel, zelo
lapidarno, v bistvu na kratko naštel, kot bi ali ne, nekakšne, o čem sta vse govorila. Ne. Pač govorila sta, se potem to seveda nekako zgosti in pravi, o preveč je bilo govora, o premalo. In to je bilo pač, in je čisto konkretno napiše na dan nekega vnebovzetja. In to je dejansko je bilo pač Marijino vnebovzetje. Ti znan, ko sta ona da sedela pač tam v tej gostilni, gledala čez reko katedralo, ki je pač, kot pravi v pesmi, prišla z nekaj zlata čez, ne, k njima. In govorila sta o Bogu. In pač napiše, govorila sta o tvojem Bogu. Jaz sem govoril proti njim, ampak pustil sem pa svoje srce upati, ja, na njegovo besedo. Ne. In na koncu konča se pesem, zdaj jaz seveda skrajšujem in tukaj nekako zelo na hitro prevajam. Ne skrajševati, preber pesem. Tudi lahko. V bistvu bi bilo še boljš, ja. Ja. Sam je pač v nemščini, no, zdaj. Zürich zum Stachen für Nelly Sachs. Von zu viel war die Rede, von zu wenig, von du und aber du, von der Trübung du Helles, von jüdischem, von deinem Gott, davon. Am Tag einer Himmelfahrt, das Münster stand drüben, es kam mit einigem Gold übers Wasser. Von deinem Gott war die Rede, ich sprach gegen ihn, ich ließ das Herz, das ich hatte, hoffen, auf sein höchstes, umröcheltes, sein harrendes Wort. Dein Aug sah mir zu, sah hinweg, dein Mund sprach sich dem Aug zu, ich hörte. Wir wissen ja nicht, weißt du, wir wissen ja nicht, was gilt. No, pač tisto, o čemer sem prej govoril. Nekako vse je tu notri, tako kot se je zgodilo. Ne? In pač, seveda pa to izjavo na koncu lahko beremo pač kot da prestopa to. Mi ne vemo, kaj je tisto, kar zares velja. Ne? Lahko se pogovarjamo o Bogu, o judovskem in vsem tem, ampak zares pa ne vemo, kaj velja. Ne? Zdaj, spet je nekaj čist, ki rekel, izkustveno je zelo, tako podobno kot pri tisti pesmi o Heideggeru, zelo natančno pove, kaj se je dogajalo tisti dan, ko sta se s Heideggerom srečala in sta se sprehajala po tistem horvaškem barju. In ta wir wissen ja nicht, to je dejansko je to izjava, ki jo je Nelly Sachs pač rekla. To si on zapiše v dnevniček in napiše Nelly Sachs, wir wissen ja nicht, was gilt. Mi ne vemo, kaj velja. Ne? Ampak seveda s tem, ko je ta izjava, ta citat, to besedno, ki tukaj v pesmi ni označen kot citat, skratka ni navedek, spregovori in v bistvu zadobi vseeno, tudi če gre skozi to čist radikalno singularno izkustvo tistega dneva, zadobi neko, recimo temu, ne rekel univerzalno, vsekakor nad individualno veljavo. Ali pa, oziroma, bolje rečeno, razpre ravno to, kako bi rekel, to dimenzijo te same razprtosti, da, ne, zato tukaj težko bi govorili o nekem neposredno religioznem izkustvu, ker kolikor mi ne vemo, kaj je tisto, kar velja, ne, je to pač, nas to samo na nek način pahne v to razprtost sveta, ki pač se je mogoče, ne, ki je mogoče, kot je v neki drugi pesmi, že zašel, ne, ampak ki nam pač ravno zato, ker je že zašel, nalaga tisto, recimo, odgovornost, kot, ne. Ja, se pravi, ta je neka, mogoče ni ravno religiozno izkustvo, ampak je nek približek temu s temu transcendentnemu mogoče momentu, s katerim, zdaj, a bi to mogoče kakšno specifiko ali pa recimo neko navezavo pa na celotno to judovsko tradicijo mogoče našel v tem kontekstu? Ja, eno poglavje je v tej knjigi je pač priceljeno vse mimo tega vprašanja, mimo vprašanja judovstva je nemogoče iti.
Ampak ravno v bistvenem smislu kot tega vprašanja, ki na nek način tudi, ki po vsem tem, kar se je zgodilo, ki po vsem po tej neverjetno bogati tradiciji, ki je bila skoraj da popolnoma razničena v drugi svetovni vojni s holokaustom, je ravno zato, ravno ta prelom na nek način se potem seli v pesništvo samo, ker je nenehno to lamljenje besede pricelano, je nenehno, kako bi se reklo, poskušanje vseeno, poskušanje in nezmožnost preseganja tega preloma, ki se je zgodil v tej tako bogati tradiciji. Vsaj, mislim, verjetno to ima tudi čisto neposredno opraviti tudi s tem, da je pač Celan živel v eksilu, zdaj, če, ne vem, verjetno tisti, ki so se lahko vrnili tja, kjer so bili, so to mogoče malo drugače to jemali, kakorkoli, to pač je vprašanje. Ampak tisto, kar, kot sem že prej omenil, on se je v bistvu posredno začne vračati nazaj. On je sicer kot moral se učiti hebrejščino, njegov oče je bil zelo strog, tudi je bil sionist njegov oče in tako. Ampak je vedno do neko averzijo do tega konfesionalnega ali pa pač tega specifično, pač res konfesionalnega judovstva čutil. In po bar micvi, pač po 13. letu, ni več stopil v sinagogo. Sprav, to pač, da bi neko čisto neposredno konfesionalno izpričevanje vere pri njem bilo, tega ni bilo več. Je pa nenehno potem kasneje bral, pač, ali judovske avtore, ali avtore judovskega rodu iz različnih kultur, ali pa čisto izrazito tudi dejansko dela, ki se ukvarja z vprašanjem judovstva. In kabale, hasidske mistike in mislim, vse to ga je neverjetno, mislim, ga je privlačilo in s tem se je ukvarjal. To se tudi pozna v njegovih pesmih. Tisto, kar je mene in tisto, kar se jemljem za nekako vodilo tega poglavja o vprašanju judovstva, je pač ena misel, ki jo Celan sicer proti koncu svojega življenja, leta 69, si zapiše, da je judovstvo tisto, kar še prepoznava v ruševina svoje eksistence. Skratka, tisto, kar se ohranja na način ruševine, kar sicer ohranja neko, tisto, kot bo v eni pesmi, neko vez do tistega, kar potem tudi zanj pomeni Jeruzalem, ampak neko prelomljeno vez, ki nikoli ne more več biti taka, kot je bila. Nikoli ne bo več taka, kot je bila. In ko so že ravno prej si omenjala pač te druge, ki so pisali, tudi še ena taka misel njegova, ki mi je ostala, ki me je spremljala pri tem, ko bere knjigo enega izmed teh pričevalcev, Jeana Merija, pričevanja, ki se vrtil večinoma okrog vprašanja intelektualcev v Auschwitzu. In tam pač je eno poglavje, ki nosi naslov, koliko domovine potrebuje človek. In potem Celan si zapiše zraven, vse to je dokumentirano pač v tej knjigi, si je pač zraven zapisal, si zapiše, kaj pa jaz, koliko domovine, v tem smislu koliko domovine sem imel pa jaz še tudi takrat, ko sem bil doma sploh. Tako da, že to je neka ta izvorna, kako bi se reklo, iztrganost, o kateri pričuje. Zdaj,
No, sej, v bistvu je to zanimivo, ker si me spomnil na ta moment, ko Hannah Arendt neko ima v tem pogovoru s Günterjem Gaussom, ko v bistvu, ona je tudi sicer potem v New York šla in se prvo v Pariz, potem New York in tako, ampak ko si imela v tem intervjuju, je izrazito rekla, da ona ne more misliti v drugem jeziku kot v nemščini. Verjetno zdaj, ko si prej omenil in hebrejščino, je potem ta navezavo s to domovino. Tukaj pri samem pesništvu, pa pri vseh avtorjih, ki so nekako to doživeli, preživeli, je vendarle ena druga dimenzija bolj pomembna od tega. Razmišljajo celo v jeziku, zaradi katerega so bili na nek način zaznamovani, ker jezik ni tisti, ki jih je zaznamoval. Gre v neki sferi, kako je mogoče priseljeno ta? Ja, to je tisto vprašanje Muttersprache, Mördersprache, govorica, materina govorica in govorica morilcev, materinščina in, kako bi se rekli, recimo morilščina. Ta strašanska zloraba, ki jo je tudi ki jo sleherni jezik v okoliščinah nekega določenega totalitarnega režima doživi se mislim... Mislim, kar je izrazito, je to presega, ne? Ja, sigurno. Onkraj tega, ne? Ja. Zdaj, to je... Seveda, verjetno je to tudi, mislim, je... kako bi rekel... To, da je, tako kot pravi v enem bremenskem govoru, o podelitvi bremenske nagrade, da je govorica morala iti skozi to, skozi to temino, te zlorabe govorice in je morala iti skozi in je prišla skozi. Govorica in celam bo ves čas, tudi če, ne vem, bi lahko verjetno ob znanju, ob tem izjemnem znanju, ki ga je imel, bi lahko pisal tudi v kakšnem drugem jeziku. Se tudi nekaj pesmi dejansko tudi v romunščini napisal, ampak tako da ja, na nek način to vztrajanje v tem borbi, ki je v bistvu borba, mogoče niti ni toliko z jezikom, kot dejansko samim sabo, kolikor se srečuješ znotraj tega prostora, te govorice. To radikalno vzeti nase, to mislim, da je tisto, kar je ena bistvenih potez pesništva Pavla Celana. Potez, ki seveda pri različnih avtorjih se to različno konfiguriralo. Obstaja neka anekdota, da je Pavel Celan se srečal z takrat že ostarelim Martinom Bubrom kot mlad pesnik, prišel k njemu in ga nekako ravno v tem smislu, kako sploh on lahko še piše v nemščini in ga ta stari modrec sploh ni razumel njegovega vprašanja. On je bil človek tiste kulture, ki jo je na nek način, verjetno tako podobno, verjetno zelo podobno kot kaj pa jaz vem, kot Thomas Mann, kjer sem jaz in nemška kultura, in to, da je, ne vem, to je ta, medtem ko na drugi strani pa to izkustvo neke dejansko res izruvanosti, to si moramo res čist, jaz si to čist nekako poskušam, čist fizično. No, se to je mogoče zanimivo, kako si ti, ko si šel v te interpretacije, pa recimo tudi sam si se približal, skušal narediti en prevod, pri vseh teh pesmih, kako si ti v tem neposrednem branju, po tem interpretaciji, ki že prevedenih pesmi, kako si se počutil, kako si ti dojemal ta moment? Ja, jaz sem s moje prve večinom, tako kot
moje prve srečanje z pesništvom Pavla Celana je bilo seveda posredovano s prevodi Nika Grafenauerja. Tu je Niko Grafenauer naredil eno, je, kot ponovadi rečemo, oral ledino, ne, na ta način, da tudi še zdaj se mi zdi, da to vsi ostali, se jih ni bilo prav veliko, ki so za njim to še prevajali, nekako hodimo po tej liniji, ker je mislim, tisto, kar sem jaz poskušal s tem, zdaj glede na to, da obstaja ta skoraj integralni prevod Pavla Celana v slovenščino, ki ga je pač priskrbel Vid Snoj v 2 knjigah, sem jaz za to knjigo si rekel, da v bistvu namesto, da bi pač citiral, čeprav Grafenauerja prevode malo težje zdaj dobiti v knjižnici, seveda, ja, ampak drugače pa ni, ne, drugače pa težko. Povabili naslednjič, da bo ja. Medtem ko Snojevi so pa zdaj relativno dosegljivi in sem pač jaz rekel, pa, da poskusim pač tudi jaz sam nekako, ker seveda, mislim, to je neverjetno težka naloga, ki si jo pač ker tako kot je recimo Derrida v tisti svoji knjigi o Šiboletu, z naslovom Šibolet, kjer citira eno pesem, kjer Celan v eni kitici pač začne se v nemščini, vmes je v nekaj v francoščini, potem je še beseda Šibolet, no, skratka so že 3 jeziki in pravi, pač zdaj mi to lahko prevedemo v francoščino, ampak zdaj kako bomo tisto, kar je že v francoščini prevedli v francoščino, tega ne moramo prevesti, ne, ker mislim, ni treba, ne. Skratka, te razlike same se ne da prevesti, ne. Zdaj, pač pri slovenščini lahko ohranimo francoski, ne, ampak se ta razlika spet ostane, samo se premešča in se ti vedno premešča. In preko na nek način to razliko med jeziki ukinjati, ne, pač poskušati vzeti nekako nase na ta način, da poskušaš to, kar ti prek te govorice prihaja, kar prihaja do tebe, kakorkoli omejeno, že pač to razumeš ali pa nekako, ampak vseeno nekako poskusiti pač, to sem nekako poskušal, da bi te pesmi, ki jih pač tukaj citiram, potem pa obravnavam, da bi nekako poskusili biti tudi v slovenščini pesmi, zdaj, kako mi to uspe, ne vem, no, ampak... Preberi kakšno. No, pa bom kar Todenberg, ki je v bistvu mogoče najbolj, da najprej v nemščini prevedem, pa še slovenščini. Todenberg. Arnika, Augentrost, der Trunk aus dem Brunnen mit dem Sternwürfel drauf, in der Hütte, wie in das Buch, wessen Namen nahm Sau vor dem meinen, die in dies Buch geschriebene Zeile von einer Hoffnung, heute auf eines Denkenden kommendes Wort im Herzen. Waldvasen, uneingeebnet, Orkis und Orkis einzeln. Krudes später im Fahren deutlich. Der uns fällt, der Mensch, der es mit anhört, die halb beschrittenen Knüppelpfade im Hochmoor. Feuchtes Vieh. Pa še moj prevod. Todenberg. Svetlika, očesnik, srkljaj studenca zvezdno kocko zgor.
v oni koči, tisto knjigo, kakšna imena sprejela je pred mojim. Ta isto knjigo zapisana vrstica o upanju, danes, namislečevo prihodno besedo v srcu. Hostni ruti, nezravnani, mošnica in mošnica zase. Grobost, pozneje, med vožnjo, očitna. Oni voznik, človek, oni čuje. Na pol prebredene kladaste steze sred gorskega barja. Mokro, kar. Ja, ne, se kar nekako zdi, da je ta, če bi mogoče bil najen sogovornik tukaj, bi začeli potem mogoče na tej točki malo v liriki še širše spregovoriti, bomo ga v eni drugi priliki na to temo, ampak vseeno ta Senanova, bomo rekli, ga ni mogoče označiti kot lirika, ne, mogoče tudi Brane bi tukaj, on ima tudi v tej knjigi, ne, kot enega od primerov, ker navaja, ampak to nekako velja v enaki meri potem tudi za Rilkeja, tudi za Hölderlina, tudi za Sapfo. Ne. Kje se pa tebi zdi mogoče, to bi nekako zaključila potem v tem kontekstu, da je ta Senanova pozicija znotraj tega, da je, kako je na nek način izgubljena, ali je vendarle. Zdaj, mogoče tudi na nek način bi se s tem lahko tudi povrnila k začetku. Mislim, da je to spet najbolje ponazoriti z nekim kratkim zapisom, ki to recimo, kako bi Celan nekako tu razmerje lirike in pesništva, kako ga je recimo poskušal dojeti. In to je nek kratek, spet iz osnutkov zagovor Meridian, kjer Celan napiše problemi lirike. In to je pač problemi lirike, to je naslov znamenitega eseja ali predavanja Gottfrieda Benna. Ne. In ki je pač tudi imelo zelo bogato recepcijo in tako je bilo zelo pač vplivno. Seveda pač Gottfried Benn je mogoče za Pavla Celana zaradi recimo temu nekega spogledovanja z nacizmom malo problematičen avtor. In pač Pavel Celan prečrta tako probleme in napiše Fragen spodaj in prečrta Lyrik in napiše Dichtung. Skratka, in tukaj je ta bistvena, zato pravim, da se lahko vrnemo nazaj, zato ker se lahko vrnemo k temu vprašanju. Skratka, ne problemi lirike, ampak vprašanja pesništva. In tudi izrazito, recimo, če beremo Meridian, mislim, da beseda lirika sploh ne pride. Ampak ves čas govori v pesništvu, ki ga postavlja v neko tako ambivalentno nasprotje do vprašanja umetnosti. Mislim, da bi umetnost, da bi liriko Celan verjetno uvrščal v umetnost. Seveda gre to za neko specifično razumevanje umetnosti, lirike in tako dalje. Tudi, ki je pogojeno z nekim kontekstom tedanjega časa, tedanjih diskusij v nemškem govornem prostoru. Ampak tisto, kar tukaj se mi zdi je lepo naznačeno, je ravno to vprašljivost, da v bistvu se vrnejo tudi midva k temu nazaj, k temu vprašanju govoriti se tudi kako danes, recimo, ali nas sploh še zmore na nek način, če postaja zgolj informacija, nagovarjati ravno kot to vprašanje. In šele potem tukaj, tudi vse tisto, kar pride z vprašanjem družbe in vsega tega in in odnosa pesništva, ali pa tistega, kar soopredeljuje pesništvo v tem odnosu do tega nekako, koliko se ta vprašljivost kot vprašljivost tega
bistveno človeškega, namreč govorice se še ohranja kot vprašanje, ki nas nagovarja in iz katerega pravzaprav govorimo. Pa govorimo tako, da vsak sam odgovarja na to zdaj bi bil zelo na hitro sežetek, mogoče malo preveč rokohitrski tudi ampak povratek k temu, v čemer. Ja, tako, mogoče malo prehitro, ampak veliko sproščenega. Dobro. Andrej, hvala. Mogoče imajo še v občinstvu kakšno vprašanje? Jaz se zahvaljujem obema sogovornikova, da sta s precejšnjo mero dovzetnosti se lotila problema celovnega pešništva. Zadržal bi se pri tistem, pa kar sta uvodoma nekako inaugurirala kot ta paralelizem med življenjem in življenjskim izrazom, ki v celovnem pesništvu je prelomno, torej v dvojnem smislu, da s tem vzpostavi nek drugačen pesniški kanon, hkrati pa seveda je tu en zel vmes, torej en lom vmes, in da tega, kar pesništvo izraza, da to ni izraz življenjskih izkušenj, ne bodo te še tako krute, kot so bile v njegovem primeru, ampak da šele prek tega, kako pesništvo to zajame, smo mi sploh v stanju, da se tej življenjskosti življenja na nek način približamo. Jaz tu mislim, da sta, kako bi rekel, zato sem se čutil primoranega, da se mislim, da sta tu pravzaprav vidva, malo sta se izognili na tej slavni temi Heidegger in Celan in ob branju Tottenhauerberga me je pa še bolj potrdilo. Namreč treba je vzeti v zakup, da Heidegger zamenja besedo življenje Leben z Dasein. In če sem te prav razumel, v enem kontekstu si rekel, da gre tu za prehod. Pravzaprav iz življenja v Dasein, v prebivanje. In to je neka dimenzija, ki se šele odpira. Torej, to mislim, da je bil krasen trenutek v vajenem razgovoru, ki sta tako dobro nekako zajela ta moment, ki mislim, da je bil izpuščen, ne samo v recepciji tega odnosa, ampak tudi, ko mirimo pesniški vers po eni strani, po drugi strani pa tisto, kar tvori naše življenjske in družbeno in vsakršno vrsto izkušnje. Torej, tu bi samo opozoril, kakšne pravzaprav po svoje težave je imel Heidegger, ko je lirke v vers, da je Dasein Gesang, kako je imel težavo, da rasno jezikovno rabo vzame v zakup. Ampak mislim, da sta, kako bi rekel, da je bilo srečanje med njima možno v tej nemogočnosti, nezmožnosti prehoda tistega, kar tvori, kar rečemo mi življenjsko izkustvo, ampak ne vemo najti najboljše, kar je to. Ampak brez tega premeta, brez te metafore, bi ostalo zunaj naše nepercepcije, zunaj tistega odnosa, ki nas vzpostavlja verjetno tudi do božanskega. To v drugem delu, potem, ko sta se, mislim, da je celo ta odnos tu zasnovan nekako. Se oproščam za moj poseg, ampak sem rekel, da moram to točko posebej postaviti, ki se mi zdi izjemno dragocena. Hvala. Ja, tudi jaz se zahvaljujem za ta poseg.
Ja, v bistvu ja, kako bi mislim, ker dejansko si mi zdi, da si nagovoril eno točko, na kateri sta si na nek način Heidegger in Celan lahko prihajala nasproti, pa si hkrati tudi nista mogla priti nasproti, ali kako bi rekel, da, mislim, ja, pravzaprav v bistvu, No. Kaj si? pravzaprav, Šarkaš s šarom. Tu v bistvu bi dejansko zahtevalo en zelo... Recimo dimenzija brezdomovinskosti. Ja. Ta izkušnja se ne veže na življenjske okoliščine, ne vem, da plačam previsoko stanarino, da ne vem, imam vse te probleme, ki so pač vsem ljudem družbe znani. Vezana je na ta prehod. Tam se ta dimenzija javlja. Drugače ne bi zadevala na sam smisel človeškosti. Ja, drži. Ja. Profesor Kalanda še? Ja, jaz bi se tudi najprej zahvalil za tole prezentacijo Celana, ki sem ga poznal samo preko Grafenauerja. On je dostikrat razgovoril o tistih Sprachgitter, tisti Sprachgitter, se je tam nekaj rekel, mrščil, ob vsem tem. Mi pa tako, če generalno malo pogledamo, včasih to ni odveč. Mene to, kar sem danes poslušal, spominjala, svoj čas je profesor Cvirk rekel, obstajajo take literarne zgodovine pa drugačne in je omenil tudi neko zgodovino, ki se imenuje Tragische Literaturgeschichte, če se prav spomnim, Walter Musk. V Švici išla knjiga, ki skozi razpoloženje zelo široko zajeta. No in kar se pa vsebine tiče, jaz imam rad bolj kakšne citate verzov, pa tako iz pesnikov, če se o njih govori. Me pa nekoliko spominja, enostavnost pesmi, pa odkrivajočnost pesmi na Trakla. Trakl je bil žrtev prve svetovne vojne, ki ni bila antisemitizem, bila je pa morija Olegleichen. Recimo samo Slovenija je izgubila 34,000 do 40,000 mož. Se pravi, da je celo domobranski pokol tretjina te številke. In Grodek je bil priča tega. Tako da, in še druga stvar, bom samo asociacije povedal kot vtis, nič vprašanje. Mene to je skozi spominja na neko predavanje, ki sem ga imel priložnost poslušati. In sicer je Dejan predstavil nemškega filozofa Wadensfelsa. On je govoril vse skozi o diastasis. Diastasis. In prvi vers Iliade začne, pesem boginja zapojo jezi Pegida Achila, ki se je začela s tem, ko sta se sprla diaste pen erizante. Sprla sta se razšla v prepiru ta in ta, Agamemnon in Ahil. In ta diastasis je pravzaprav neki kaos, nek razkol in to je to. Bi pa rekel, da bi, zdaj pa tako samo še eno mnenje, da je včasih treba glede religije reči tudi to. Mi smo vsi brali Bubra pa Rosenzweiga, pa to, tudi Žvan je na to opozarjal, tudi je bila neka interpretacija nemške klasične v tej smeri, ampak zdaj, če se ne more odločiti, poglejte, kdaj pa se v religiji da dokončno odločiti. Vse imamo skriti Bog, pa Bog je mrtev, pa takšen Bog, se pravi, čista konfesionalna religija je bolj ritual, ker je pa seveda nekaj drugega, se pravi, nekaj iz religijoge, najprej vprašal, kaj misliš o molitvi. Stari filozofi so pisali o molitvi.
tudi in tako dalje. No, to samo kot malo meditacije, ampak vsekakor je to bilo bogato srečanje. Hvala obema, profesorjeva, Ja. ne zadnja oba. Tako, kolega Janko še ima. Ja, tudi jaz bi se zahvalil za to izjemno razprtje v bistvu pogleda tako rekoč na enega ključnih pričevalcev 20. stoletja. Predvsem tudi knjiga res na izjemno lep način, v bistvu z jezikom, ki je skoraj, da bi lahko rekel, na novo odkrit med filozofskim mišljenjem in pesniškim rekanjem, najde pravzaprav pot za razpiranje ne problematike, ampak novih vprašanj v zvezi z tistim, kar je Heidegger mogoče v 20. stoletju najmočneje razprl, da je tudi pesniško mogoče misliti, in da je pravzaprav ta vzgib navdiha lahko nekaj, kar v jeziku in v misli, v izkušnji naredi tako rekoč en globlji korak naprej, in kjer se pravzaprav filozofsko in pesniško na nek način sreča. In tukaj se mi zdi, da Celan dejansko izjemno zanimivo pričuje pravzaprav o srečanju s Heideggerom ravno z tem neologizmom Heideggerisch meje. Se pravi, dejansko na nek način pokaže bližino in oddaljenost hkrati in verjetno tudi neke vrste razočaranje pesnika po tistem pismu, po srečanju, kjer vidi, da ga vendarle mislec, ki ga izjemno spoštuje, pravzaprav ne razume v njegovi neposredni pričevalnosti, ker dejansko nekako razpre v pismu, pričakuje nek tekst v bodoče, medtem ko za pesnikom je prehojna pot, ki je na nek način pričevanje o stvarnem tukaj sedaj. In tukaj se mi zdi, da je dejansko v bistvu res velika bližina, pa hkrati tudi velika oddaljenost. Ja, si tudi je Celan vprašal, kdo bo pričal za pričanje, ko se ravno že omenil pričevalstvo. V bistvu, natančneje rečeno je v bistvu nihče ne priča za pričanje. Oziroma, to bi lahko niemand Zeug für den Zeugen. To bi lahko pač prevedli, če bi vzeli, lahko prevedli nihče ne priča, lahko bi pa dejansko, če bi vzeli bi pa lahko prevedli, da ta nihče priča, oziroma nikdo, ki priča ki je tisti, ki priča za pričo. Ja, vsekakor to, kako bi rekel, tisto, če izhajam iz tega vprašanja pričevanja, tisto, kako bi rekel, samostojnost tega pričevanja, samostojnost v tem, da mora stati tega sredi sveta, ne da bi imelo neko kakršnokoli kako bi rekel, kakršnokoli osnovo, mislim, ne osnovo, malo, mislim, ne vem, kako bi to rekel, da stoji svetu nasproti, a ne, kako bi rekli, da pač stoji, je tisto, kar je na nek način tudi, zdaj, seveda, teh interpretacij vprašanja, interpretacij srečanja med Celanom in Heideggerom je, tako kot sicer Celanovega pesništva, neverjetno veliko, ne. To, kar sem jaz tukaj z uporabo sintagme iz ene druge pesmi, ki na prvi pogled, oziroma skoraj verjetno nima nič opraviti s Heideggerom, s tem Heideggerisch nahe, se mi zdi pa, je pa nastala v neki zelo časovni bližini z nekim odgovorom, ki ga je Celan vendarle dobil od Heideggera, ne.
In skratka, to je pač, ne vem, tega nisem niti nikjer drugje zasledil, to sem nekako jaz. Pač jaz sem nekako poskušal tako razumeti, da gre za nek prezapis tega imena, ki Celana vendarle, ne, tudi v njegovem realnosti nagovarja s svojim delom. Heideggerovo delo pač je gotovo eden izmed pomembnih, reklo bi se, vplivov, ne. Ampak hkrati je pa pač seveda zaradi tega, kar je bilo in zaradi tega, kar je bilo, najkrajše rečeno, je tukaj neka zapreka, ki na nek način premešča to, ki tako rekoč, no, bom tako rekel, zameša črke, ne? Ki zameša črke. Ena izmed takih interpretacij tega srečanja je pač tudi na nek način, da je Celan vendarle tudi na to pač srečanje s Heideggerom nekako pol pristal tudi zato, da bi na nek način samo svojo prisotnostjo pričeval, a ne. Zdaj, skratka, da bi stal pred njim, tako rekoč, ne, pred tem velikim mesecem. Zdaj, jaz mislim, da si nekako postavil, kako bi rekli temu, sam zaključek. Mislim, da bomo počasi, če kdo še iz občinstva nima kakšnih uvidov, kako bi rekli temu, kakšnih, da ga je kaj nagovorilo, bi pa morda še za konec kakšno še kaj prebral. Recimo, da čisto zaključva na tak pesniški način. Potem pa, ker sem že ravno govoril o stanju, se mi zdi, da bo najboljše pisati naslov Stati. Ker Andrejeva knjiga je tudi, moram priznati, res narejena z neko subtilnostjo, tudi ni običajna in tudi pisava v njej ni običajna, razporedni, ima res to subtilnost, ki sem jo na začetku opazila in ki se opazi tudi pri tvojih interpretacijah, če temu tako rečemo, ali pa kar direktno poskusi samih priti v samo pesem Pola Celana s prevodom. Hvala vsem za lepe besede in za to, da ste prišli. Kot rečeno, za zaključek bi mogoče prebral to pesem, ki govori ravno o tem, o čemer sem ravno kar zdaj govoril malo prej. Stehen, im Schatten des Wundenmals in der Luft, für niemand und nichts stehen, unerkannt, für dich allein, mit allem, was darin Raum hat, auch ohne Sprache. Stati, v senčju znamenja rane v zraku, za nikogar in nič stati, nespoznan, samo za tebe, z vsem, kar se tu razprostira, tudi brez govorice. Hvala.